Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno magister Bernard Brščič in dr. Boštjan M. Turk. Sedaj pa se bomo pogovarjali o megalomanskih gradbenih načrtih župana Zorana Jankovića z Ljubljano. Govora je seveda o tem velikem projektu vodovoda in kanalizacije, ki naj bi bil vreden več kot 130 milijonov evrov in bo praktično Ljubljano spremenil eno samo veliko gradbišče. Kako vidva recimo gledata na ta projekt? Ja, jaz mislim, da je to, torej kot Ljubljančan, to je obupno, ne? Torej, to je vse razkopano, zdaj predvsem pa prihaja oni enostavno niso zračunali prometne infrastrukture in pretoka prometa. To recimo prvo, kar naredi nek urbanist, ko se loti neke blokade, nekih prometnih arterij, zračuna, kako se bo to odrazilo na prometu, kajti te ceste so zaradi prometa, in tega očitno niso naredili, pa tudi z prve napake se niso nič naučili. Zdaj to in je to v Ljubljani, se ti voziš recimo jaz sem bil pač večkrat v Parizu, oziroma pač, ker sem tam študiral pa delal, ampak recimo tam so milijoni, bi rekel, avtomobilov na enem mestu, ampak so zastoji, ampak taki, kot so pri nas, glede na toliko manjšo količino avtomobilov, tega pa ni, tako da to je nekaj v temelju narobe, pa predvsem je v temelju narobe pač zavest občanov Ljubljane kot državljanov, kje so njihove pravice. Oni bi lahko z referendumi, z civilnimi iniciativami in vse to pač ustavljali. Res, da delajo probleme, pa kolone delajo pač tudi, bi rekel, tisti, ki migrirajo, ki se vozijo na delo, ampak večinoma so pa tudi Ljubljančani, predvsem pa so Ljubljančani žrtve zdaj teh neskončnih prometnih infarktov. Se te vi vozil od enega semaforja do ta tretjega, recimo se boste vozil 40 minut. To je popolnoma nesprejemljivo. Zdaj, Bernard, če pogledamo, takole bo Ljubljana izgledala v kratkem. Zdaj, rekli smo, zelo velik projekt, 130 milijonov evrov vreden, večinoma evropska kohezijska sredstva. Kaj ti praviš na to idejo, ki je sestavni del projekta, da bojo zdaj te odplake okoliških občin se stekale v Ljubljano in se bojo tukaj čiste? Zdaj nekako bi bilo logično, da pač ta umazanija iz glavnega mesta teče ven, ne pa noter v glavno mesto. Tega tudi sam najbolj ne razumem medvoških odplak v Ljubljani, ampak dobro, jaz osebno celo podpiram ta projekt. Mislim, da je to ena izmed temeljnih nalog župana, da skrbi za nujno infrastrukturo in vodovod in kanalizacija je nujna. Ravno slabo stanje te infrastrukture je bil eden nevralgičnih točk Ljubljane. Je pa res, da to, kar si pa privošči županstvo s takimi splošnimi zaporami in potem žaljiva pisma, da krivijo voznike in njihovo tipkanje po telefonih za stoje, je pa škandal brez primere. Mislim, da dejansko se je potrebno vprašati, dobro, bomo že potrpeli nekaj mesecev, ampak kaj je narobe z ljubljanskim urbanizmom? Kaj je narobe s tem gospodom podžupanom Janezom Koželjem, če primerjaš njegov prispevek Ljubljani ali pa njegovih predhodnikov, ne izpostavim Maksa Fabjanija, ne izpostavim Jožeta Plečnika, je ta gospod Koželj en navaden kanalizator, sralac, ker dobesedno uničuje Ljubljano. Tudi če pogledaš zaprtje glavne arterije slovenske in kakšne posledice nenameravane zastoji potem je to imelo. Mislim, človek je osupel. Tako da zame ni problem trpljenja, če ravno bi v neki civilizirani namestu človek pričakoval nekoliko bolj meščanom ljubo oziroma prijazno zapiranje, ampak kaj se je v Ljubljani, skozi se zgradi, kaj se je pa zgradilo, katera omembe vredna stavba v zadnjih 70 letih ti pride na pamet, da je del turističnih razglednic. Sam tega ne poznam, skratka, veliko se gradi, v Sloveniji imamo 3000 arhitektov, ampak niti, kaj Plečnika, kaj Fabjanija,
nismo sposobni nekega Ivana Vurnika ali Vladimirja Šubica ponoviti, imamo pa neke Koželje, ki dobesedno onesnažujejo naše lepe mesto. Ja, vse o tem smo se že v oddaji tudi pogovarjali, ampak če se vrnemo zdaj na ta vodovod, kanalizacijo, seveda se vsi strinjamo, da je nujno, tudi Ljubljana ima še iz rimskih časov, verjetno kakšno cev, pa tudi kasneje, ne? To je nujno urediti. Ampak zdaj tak megalomanski projekt, 130 milijonov evrov vreden, na kak način se recimo akti sprejemajo, kako se ta projekt pelje, ne? A veste, te mahinacije, da se ga najprej pelje kot nezahteven projekt, potem, ko zainteresirana javnost opozori na to, se ga prekvalificira v zahteven projekt, ampak postopki se pa še kar naprej peljejo, kot velja za nezahteven projekt, ne? Ali je Zoran Janković edini župan Ljubljane, ki lahko preživi tak način županovanja, ne? Ja, lahko se ga preživlja zato, ker ima pač vso medijsko podporo, ker ima vse support nedelujoče pravne države, zato, ker se mu nikoli nič ne zgodi in to, ne. Če se jaz zelo na pamet govorim, ampak mislim, da to je polovica, ta infrastruktura kanalizacije je skoraj da polovica, oziroma več kot polovica vrednosti največjega gradbenega infrastrukturnega projekta v regiji, širše, se pravi, govorim o tem delu Evrope, to je most na Pelešac, ne? Tam mislim, da je 250 milijonov predviden, tako da tu je nekaj seveda, tu nekaj daleč smrdi, ne? Zdaj, jaz vem, recimo je strokovnjak, zato nisem, vem, da je bilo vodovodno omrežje, ampak to govorim 20 let nazaj, v zelo slabem stanju, potem so ga popravili za kanalizacijo, pa tega nisem vedel, ne? Ampak tu gre zagotovo za poskuse, bi rekel, prečrpavanja denarja in tega in Ljubljana bo obsojena, ker veste, vedno Slovenija postaja ljubljanocentrična. Leve vlade inštalirajo vedno več pač ljudi, ki jih zaposlujejo v upravah in potem ta administracija raste, 8000 vozil se zdaj več vozi ta mandat, na koncu tega mandata v Ljubljano, kot se je na začetku in to bo nastal pač popoln kaos in nek urbanist, ampak seveda, Koželja se spominjam po fotografijah, a ne, on je pač bil zraven, recimo te rdeče zvezde na tistih, se pravi, ki so označevali pod spominov in tovarištva, on je to dizajniral, tiste, bi rekel, trapezne konstrukcije, na vrh katerih so bile rdeče zvezde, ne, se pravi, se vidi, kje je pač njegova mentaliteta, se njemu ni za skladno podobo mesta, ki ne diha pač z vsemi pljuči, ne, to je grozno. Dobro, zdaj, Bernard, kaj lahko pričakujemo? Zdaj pač projekt se bo očitno začel, Ljubljana bo eno veliko gradbišče, kot vemo, pri nas v Sloveniji vsak velik projekt, ko se začne, se pojavijo pač težave pri izvedbi. Je lahko, ponavljam vprašanje, to neka taka stvar, na kateri se bi lahko zlomilo to županovanje gospoda Jankovića v Ljubljani, za katerega se sicer zdi, da je pač lahko trajal nedogled. Kolikor časa bo gospod kandidiral, bo očitno izvoljen. Mislim, da ne, glede na to, da je veliko bolj sporen projekt, saj po mojem mnenju, ki je bil obešen potem ne na Ljubljančane, ampak na vse slovenske davkoplačevalce, tu mislim na štadion in 55 milijonov sindiciranega kredita, ki je bil prenešen potem zaradi stečaja Gref pa iz sindikata slovenskih bank na DUTB, ne? Da pravzaprav v tem projektu gre za infrastrukturo, ki jo meščani potrebujemo. Urejena kanalizacija je stvar civilizacije. Mislim, da se gospodu Jankoviću tudi, če bo počrpal 20% tega zneska v zasebne žepe, ne bo zgodilo nič. Upoštevajoč, da ga recimo ta fiasko z še danes nedokončanim štadionom ni stal županskega stolčka, da ga cela vrsta afer, v katere je upleten in kazenskih postopkov, ki so se končala zaradi zelo lepo delujoče pravne države, da je prišel ven transkript o zlorabi njegovega položaja za spolne usluge, ki ga nihče ni kot verodostojnega zanikal, čeravno je potem
v bistvu ta original posnetek zvočni bil uničen, da je gospod Janković v bistvu lahko računa na zaslombo krivosodja, da ima tako rekoč carte blanche, da lahko naredi karkoli, pa se mu ne bo zgodilo nič, tako da očitno Ljubljančani so zadovoljni s čakanjem v kolonah, so zadovoljni z njegovim mostograditeljstvom, so zadovoljni s tem, kam se Ljubljana v urbanističnem smislu razvija. Sam imam popolnoma obratno videnje. Mislim, da ni dovolj, da izkazuješ neko proaktivnost, temu nihče ne očita, ampak vendarle je tu zavezanost poštenosti, zakonitosti in pa v tem konkretnem primeru tudi lepoti. Meni se vse bolj dozdeva oziroma se bojim, da so bile vse stavbe v Ljubljani očitno že zgrajene pred 70 leti in da se ne nadajamo lahko ničemur lepemu, ničemur dobremu, se pravi samo nekaj trgovske centre, neke slabo premišljene urbanistične rešitve zapiranja ulic. Tako da ali je Ljubljana lepo mesto, če ga primerjamo z mesti Južne Srbije, kot je Niš, na primer, verjetno da. Ja. Če pa pogledaš Trst ali pa Vičenco, se pa človek že začne prijemati za glavo. Dve vprašanji še imam za vaju. Najprej, odkot Zoranu Jankoviću tak status, kot ti praviš, Bernard, znotraj tranzicijske levice? In drugo vprašanje, če ima tak status, zakaj ga potem mu ni uspelo unovčiti leta 2011, ko je zmagal na parlamentarnih volitvah in ni uspel sestaviti vlade? No, takrat mu ga ni uspelo unovčiti zgolj zaradi sebe samega in zaradi svojih, bi rekel, absolutističnih zahtev. Spomnimo se, da je šel v bolnico in Boruta Pahorja, ki je bil tam hospitaliziran, začel maltretirati, gnaviti in tako naprej. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta, da moramo tudi nekaj upoštevati. Janković ima veliko zaslombo v tranzicijski levici, tudi zato, ker tranzicijska levica v tem trenutku, to, kar mi vemo, ne vidi nikogar, ki bi uspešneje skočil na njegovo mesto. Drugo, kar pa mi ne vemo, se pravi to mi vemo, kar pa ne vemo, je pa koliko ni on upleten v to globoko državo, z svojimi mahinacijami in kolikor seveda roko upere, kot se reče, obe pa še en drug organ. Skratka, tega ne vemo, ampak moramo pa nekaj biti pozorni. Jankoviću podpora pada. Namreč vi samo pogledajte število glasov na volitvah oddanih od leta 2006 do leta 2014, pa boste videli, da leta 2014 je prišel na skrajni konec tega. Mislim, da je samo tretjina volilnih upravičencev sploh prišla na volitve, velika večina, zagotovo večina volivcev je volitve lokalne 2014 abstinirala. Mislim, da pa samo tretjina je pa volila za Jankovića in je dobil radikalno nizko število glasov. Tako da nekaj se tukaj dogaja, ampak jaz mislim, da bo Janković te volitve preskočil. Zdaj pa kaj, ker so že pred vrati, zdaj pa kaj bo pa potem, je pa v bistvu zelo nehvaležno napovedovati, ker gre za drame ne bo, tle pa gre za neko razdaljo 4 let, ko bojo potem spet lokalne volitve, se pravi 22. In je to nemogoče reči. Ampak Janković je, to je pa kaj najbolj tragično, da je Ljubljana simbol celotne države. Janković je simbol tega, bi rekel, srbskih posla, da se požvižgaš lahko na karkoli, da si aroganten in se obnašaš kot Slobodan Milošević, da lahko delaš karkoli, pa ti ne bo noben rekel nič. To je pa najbolj žalostna lekcija te Jankovićeve zgodbe, ki je pa še toliko bolj žalostna, če si pogledamo, kakšen bombe je pa v Mariboru prišel na vrh, pa človek bi rekel tako rekoč, da obupa. Bernard, kaj ti meniš? Bo Zoran Janković ponovno kandidiral za župana Ljubljane? Bo izvoljen še za en mandat? Gotovo sem prepričan, da tudi bo izvoljen. Ljubljančani so očitno nepopravljivi. So v nekem smislu tako kot Srbi. Za Srbe velja, da ko so videli partijske veljake, ki so se vozili v Mercedesih S, srbski člani politbiroja, da
so jih cenili v smislu, če znajo poskrbeti zase, bojo znali poskrbeti tudi za nas. In ta srbska mentaliteta, ki vlada zlasti v glavnem mestu, je tisto, kar je po mojem najbolj žalostno. Ne nek fenomen Janković, ampak to, da ob vseh teh kaznivih dejanjih, ki so sicer nedokazana bila, ampak ostajajo na osnovi dejstev, da ga prade moralna podstat Ljubljančanov tako bedna, da ni dovolj vsa dejstva, ki kažejo na ta kazniva dejanja, da ga še vedno volijo. Kljub vsemu, recimo, da ima zaslombo v globoki državi, da mu pravosodje praktično je nedotakljiva oseba, tisti, ki bi mu lahko dal rdeč karton, so Ljubljančani, pa tega ne naredijo. In tudi ne bodo. Prepričan sem, da bo sam še enkrat kandidiral, ker je eksistenčno odvisen od te funkcije, od provizij, tudi prihodnost njegove družine, tudi verjetno neprocesiranost je od dobrobiti, ki jih za to globoko državo dostavlja ključna, tako da Ljubljančani pa, če so zadovoljni s tem, kar imajo, pa Bog jim požegnaj. Ja. V redu, dr. Boštjan M. Turk, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine cenjene komentarje v današnji oddaji. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam bomo pokazali, kako umetno volilni strategi zares dvigujejo Marjana Šarca.